vinar Benjaminovega vina. Zvonko Anton Pušnik. Jaz sem, čeprav je rekel gospod župan, da ponavadi o vinu veliko govorimo, sem pozabil nekaj reči in to nikakor ne bi hotel pozabiti, da ne bi slišali. Ta rumeni muškat, ker je povezan seveda zdaj s skladateljem Benjaminom Ipavcem, nam polzi po grlu tako, kakor v ušesa njegova serenada. Zelo lepa primerjava, ja. Gospod Pušnik pravi, da ima 5 litrov za sabo, pa ga bo dal probati čez cesto pri Bohorču po 9 uri. Dobro, za izbrane goste torej. Zdaj pa še Gustavovo vino. Kaj bomo rekli o njem? Najprej ga bo treba seveda poskusiti. Tole bo pa drugačne barve, kot vidim. Hvala lepa. Torej, gospod Medved, boste zopet nekaj povedali o tem vinu, ne? Ja, tole vino je modra frankinja, rdeča sorta, značilna rdeča sorta, tudi letnik 2007. Vino je suho, to se pravi, da ima po starih meritvah največ do 4 grame nepovretega sladkorja, po novem, po evropski lestvici pa do 8. No, meni deluje zelo suh, tako da sigurno nima 8 gramov, ima manj. Kar je seveda za tako vino kompliment. Modra frankinja je sorazmerno mlada sorta, se ne more meriti starosti tako kot žametovka, ki je na Lentu, ki jo imamo kot najstarejšo trto na svetu, staro več kot 450 let. Danes smo slišali tudi in videli, imeli čast videti vinarja, ki je pridelal to vino kot sorto. No, ampak zdaj smo pri modri frankinji. Omenil sem žametovko zato, ker se dosti krat družita v vinu, ki mu rečemo zvrst, se pravi cviček ali metliška črnina ali mešana rdeča vina, posod najdemo ti dve sorti ponavadi združeni. Tale modra frankinja je zelo mlada, seveda je letnik 2007, in če pogledamo takole proti svetlobi, vidimo, da je lepe, rubinasto rdeče barve z rahlimi odtenki vijoličaste pramene, manj to je značilno za modro frankinjo. Zelo lepa cvetica, spominja na ribes, na neprezrele, drobne gozdne sadeže. V ustih se izredno lepo razživi in tista značilnost po sadnem okusu se v okusu še bolj potencira in nastopi izrazit okus ribeza in pa grenivke. Lepa modra frankinja, lepo strukturirana, lepega telesa, prijetna, kada rečemo pri rdečem vinu, prijetno mislimo, da nima grobih taninov, da so tanini lepo umirjeni, zelo harmonična. Vse, kar je v njej, je nekako uravnoteženo, nič posebej iz te strukture ne štrli.
Jaz se nič kaj dobro ne spoznam na vino. Ne? Ločim samo dve vrsti vina. Ali je dobro vino, ali pa ni dobro vino. Ne? Tole je dobro vino. Ne? In pa še še po enem ločim vino, belo pa rdeče vino. Rajš imam rdeče vino, ko ga piješ, da saj nekaj ostane v telesu. Takole, zdaj pa še ime pridelovalca, vinogradnika in seveda tudi vinarja Gustavovega vina. Naj fanfare naznanijo njegovo ime. Anton Krofl. Hvala lepa. Ja, spita pa le še tole. Prisrčna hvala predvsem gospodu Medvedu za toliko lepih besed o vinu. Prava mala šola za vse tiste, ki ste želeli nekaj vedeti in zvedeti več in ki vam je seveda vino tudi pesem tako kot sta Gustav in Benjamin, tudi umetnika, pesnika za nas Šentjurčane. Hvala vam, dragi vinogradniki, hvala gostje za prijetno sodelovanje v vinsko obarvanem kulturnem dogodku, ki smo ga seveda začinili tudi z glasbo, ampak te je bilo premalo. Zato bom zdaj za konec povabila še gospoda Bremca in gospoda Ašiča za prijeten zaključek.